obeležujemo Svetovni dan Zemlje. Namen dneva je opozoriti javnost na enkratnost in ranljivost našega živega planeta. Živali, drevesa, oceani, vse to dela naš planet živega. Radi opazujemo dežne kapljice, poslušamo veter v krošnjah dreves, prisluhnemo žvrgovljenju ptic, toda tega ne bomo več. Če ne ustavimo pretiranega onesnaževanja okolja, podiranja dreves, gradnje mest, intenzivnega kmetijstva, posledice so dnevno vidne. Ali si lahko predstavljamo sprehode brez zelenja, opazovanja rastlin, vode? Planet Zemlja ni samo naš, ampak na njem živijo tudi živali in rastline. Pesem narave pomirja in navdihuje. To dobro vesta učenki Elena in Maša, ki bosta zaigrali pesem Jaz pa grem na zeleno travco. Narava ima svoj ritem. Že stoletja se vrti v istem zaporedju. Pomlad, poletje, jesen in zima. Vse pa oživi, ko se narava prebudi in vse dobi svoj smisel. Nikita, Eva, Neja in Diana pa bodo predstavile pesem Pomladna. Sinjo modrina, z vetrom iz juga, blagim kocanje, seje pomlad. V parkih, vrtovih in ob gozdovih malo zacvete rožnatna sar. Pesnik izgaja, pesem prinaša, nežno kot mamin prvi poljub. Ej, tudi v meni se ptica oglaša, dan je čaroben in čelo brez ljub. Tudi otroci razmišljamo o naravi. Tako je bivša učenka naše šole, Manca Ravnak, zapisala svoje misli v pesmi Tišina, ki jo bosta predstavili Julija in Ira. Tišina. Ljudje, opazujte, kako narava, drevesa, cvetje, trava raste v tišini. Kako gosta megla se dviga v dolini. Kako sonce brez zvoka vzide. Kako se cvet odpre in se sosednjim snude. Opazujte, kako se zvezde premikajo v tišini, čeprav so v nam nepredstavljivi množini. Ste kdaj pomislili, čemu potrebujemo tišino? Da najdemo notranjo milino, da bi se morda duše dotaknili, da bi se brez skrbi prebudili. Prav žalostna je misel o tem, kaj vse nam narava razodeva, kaj nam ptička na veji prepeva, kaj nam govori breza, ki tam sameva. Njih pa sploh ne poslušamo, pravzaprav niti ne poslušamo. Vsi imamo želje, takšne in drugačne, a tudi narava ima svoje. Prisluhnimo pesmi Želja narave v izvedbi Nastje in Eve. Narava je tiha, polna navdiha, človeku v uho šepeta. Oddavno rojene, skrbno sklajene, grilande zelenih želja. Ker smo ljubeči in vse bolj čuteči do planetarnih težav, že v zgodnji mladosti sledimo modrosti. Narava ima vselej prav. Tudi mi imamo željo, da se narava spoštuje in ohranja tudi za naše bodoče rodove. Naj se Zemlja še leta in leta vrti v vesolju in naj jo spremlja pesem Zemlja pleša. Noč in dan se vrti ta svet, Zemlja pleše, javne zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen,
1000 let že zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše. Tja med zvezde in z njo kralj vsak oblak in sred ceste in celota najin mali dom. Hvaležno zemlji pa že vrsto let izkazujemo tudi v naši občini. Z nami je župan, gospod Miran Gorinšek, ki bo skupaj s konjiškimi gozdarji danes zasadil še eno lipo tukaj ob centralni čistilni napravi na Prežigalu. Še prej pa župana vabim k besedi. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, drage učenke in učenci Osnovne šole Podgoro. Res je, da se danes že 12-tič zbiramo pri saditvi lipe tukaj pri Centru za ravnanje z odpadki. In vsako leto sem nekako moral govoriti o pomenu narave za človeštvo, za preživetje zemljanov. Danes ste to vlogo odlično prevzeli mladi in tega sem izjemno vesel. Se pravi, ni več treba nam pridikati, kaj pomeni čista okolje, čista narava, to se vi sami predobro zavedate. In tudi, če se spomnimo teh nekaj let nazaj, se je celoten odnos v družbi do okolja bistveno spremenil. In ne samo odnos spremenil, tudi marsikaj je bilo postorjenega za to, da smo danes lahko nekoliko bolj zadovoljni z stanjem okolja, kot je bilo pred nekaj leti. Med drugim smo pred zdaj že 7 leti recimo zaprli ali pa prenehali odlagati komunalne odpadke tukaj na Prežigalu in pred nekaj leti postavili tole čistilno napravo skupaj s tistimi cevovodi, ki povezujejo te naše domove, tovarne, da vsa voda priteče ali pa večina vode priteče že na čiščenje. In tisti, ki ste imeli priliko videti, kako izgleda ta prvi prekat, kakšna godla dobesedno priteče od civiliziranih ljudi in gre na čiščenje in potem na iztoku, ko pogledate to vodo, je seveda bistvena razlika. In vsako leto sem vesel kakšne nove pridobitve. Letos je ta ugotovitev, da je tudi nekdanja tovarna Konos, vsi objekti, industrijske odplake so povezane na čistilno napravo, ne več v reko Dravinjo. In to so ti napredki, ki sem jih izjemno vesel in verjamem, da bodo koraki k izboljšanju stanja v našem okolju samo še daljši in pa predvsem hitrejši. No, ob tem simbolnem dejanju posaditve te lipe je treba omeniti, da smo pred dnevi sodelavci na Zavodu za gozdove zamenjali skoršev nasad z 100 sadikami črnega topola, ki mu očitno bolj prija ta močvirnata tla, kot pa skorš, ki je navajen dosti bolj suhih rastišč. In jaz verjamem, da bodo ljudje pustili primeru, da bodo zrasla mogočna drevesa, predvsem pa, da bomo mi, glede na to, da to hitro raste, nekoč ponosni hodili v senci teh visokih, pokončnih in pa predvsem ponosnih dreves. Zasaditev že 12 lipe. Hvala županu. V četrtek 19. aprila 2018 so v dopoldanskih urah z zasaditvijo že 12. lipe v občini Slovenske Konjice skupaj z učenci Osnovne šole Podgoro posvetili Dnevu zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila. Lipo so na centralni čistilni napravi na Prežigalu zasadili župan Miran Gorinšek, direktor javno-komunalnega podjetja Slovenske Konjice magister Franc Dover, konjiški gozdarji, učenci Osnovne šole Podgoro pa so drevo zalili.